Kako lahko Ministrstvo za obrambo pomaga slovenskim podjetjem pri večji vključenosti v neposredne dobave oziroma pri krepitvi njihovega položaja poddobaviteljev pri izbranih tujih dobaviteljih na razpisih MORS-a za vojaško opremo? Ja, zagotovo smo v preteklosti, to je bilo danes na srečanju tudi povedano, vzpostavili izredno dobro sodelovanje tako med Grozdom in drugo slovensko industrijo in Ministrstvo za obrambo na drugi strani. V preteklosti so se podjetja prijavljala na razpise Ministrstva za raziskave in razvoj in tukaj imamo kar nekaj dobrih praks sodelovanja. Naj omenim samo brezpilotne letalnike podjetja CE-Stral, sedaj zadnje zložive smuči podjetja Elan in zagotovo na takšen način sodelovanje pri raziskavah in razvojah, potem tudi, da Slovenska vojska oziroma Ministrstvo za obrambo pristopi k nabavi teh sredstev, dobi podjetje referenco in potem za to referenco lažje nastopa na tujih trgih. V prihodnjem obdobju oziroma že sedaj, ko je več sredstev na razpolago, pa zagotovo slovenska podjetja so vsa vabljena na naše razpise, da se prijavijo in kot je bilo povedano v letu 2016-2017 večina vsega, kar je šlo tako za nove nabave, kot tudi za vzdrževanje obstoječe opreme, so sredstva ostala v Sloveniji, so posle dobila slovenska podjetja kot najugodnejša na javnih razpisih. In kot tretje, kar bi izpostavila, je zagotovo tudi to, da Ministrstvo za obrambo sedaj, ko bo tudi v okviru Evropske unije na razpolago več sredstev za področje obrambe in varnosti, poskuša povezati naša podjetja, ki so manjša in srednja podjetja v primerjavi z drugimi v Evropi, na takšen način, da združijo svoj know-how, da združijo svoje produkte, proizvode in da se povežejo tudi z podobnimi v tujini in skupaj nastopajo in konkurirajo za to, da bi dobila ta sredstva, ki jih bo nekako dodeljevala tudi Evropska agencija za obrambo. In kot še eno zraven bi seveda izpostavila to, da že nekaj časa uspešno sodelujemo tako z Ministrstvom za zunanje zadeve, z Ministrstvom za gospodarstvo, predvsem preko Spirita na raznih sejmih v tujini, da organiziramo vrsto srečanj vojaške stroke in podjetij na področju obrambe in zaščitne industrije. Predvsem govorimo o srečanjih z vojaškimi atašeji, tako našimi, ki predstavljajo potem slovensko industrijo v tujini, kot tujimi, ki prihajajo v Sloveniji, kakšne proizvode v Sloveniji imamo, da smo naredili katalog obrambnih zmogljivosti, kjer se lahko predstavijo vsa podjetja in tudi danes smo jih še posebej povabili k temu, da organiziramo srečanja tudi na najvišji ravni, se pravi na vladni ravni, na ministrski ravni, sodelovanje med tistimi, ki proizvajajo na področju obrambe in zaščite tako v Sloveniji kot tudi v tujini, da tukaj nekako iščejo sinergije. In potem kot na koncu bi izpostavila še to, da sem vesela, da smo danes slišali številke, da se je za 30% vsako leto povečal izvoz, da je to tudi del naših zaslug, predvsem pa tudi izboljšanje gospodarske situacije kot take v svetu, pa tudi doma in da smo že naredili korak naprej tudi pri tem, da olajšamo podjetjem, ko izvažajo svojo opremo v tujino in ko imajo prenos orožja in druge zaščitne in obrambne opreme na druge trge. Kje vi vidite največje možnosti za posredno ali pa neposredno vključevanje slovenskih podjetij v dobave oborožitvene opreme za Slovensko vojsko? Nedvomno, tako kot smo v preteklih letih intenzivno sodelovali pri razvoju vojaške oborožitve in opreme in mislim, da smo imeli zelo lepe primere in uspešne primere razvoja, to je eno od prvih področij. Takole, kar se tiče razvoja, smo pomagali podjetju pri razvoju nove pištole, ko smo testirali po različnih NATO metodah, na koncu smo prišli, v bistvu podjetje je prišlo do kvalitetnega proizvoda in na račun teh naših referenc naprej uspešno trži na svetovnem trgu. Potem lahko povemo tudi primer razvoj brezpilotnih letalnih sistemov in smo tudi kupili te brezpilotne letalne sisteme, sodelovali smo pri razvoju, to je pred cirka 10 leti. Danes je to podjetje eno od uspešnejših podjetij, govorimo o podjetju CE-Stral, na svetovnem trgu, kar se tiče proizvodnje teh lahkih brezpilotnih letalnih sistemov. Pred parimi dnevi, tudi te sveže primere da omenim, pred parimi dnevi smo testirali tudi minomete komando 60 mm za Armas
Sicer gre za sodelovanje med Ministrstvom za obrambo Avstrije, avstrijskim podjetjem Hittenberger, našim Ministrstvom za obrambo in slovenskim podjetjem Armas. Skratka, mi smo prevzeli to vlogo testiranja na našem poligonu in uspešno smo izvedli pred nekaj meseci prototip, potem prvo serijsko proizvodnjo, sedaj v 2 dneh v preteklem tednu pa bil narejen preizkus, mislim, da 180 kosov. Skratka, na ta način pomagamo tej industriji in svojim znanjem in svojimi kapacitetami, ki jih imamo. To je prvo področje. Drugo področje je seveda pri nakupih. Seveda pri tem smo zavezani spoštovanju določb zakona o javnem naročanju in moramo biti dosledni pri tem. Vendar v tem zakonu je tudi navedeno, da lahko vgradimo določene kriterije, kar se tiče zanesljivosti oskrbe. In seveda to je ta argument, ki ga moramo pametno pri določenih postopkih vgraditi v našo razpisno dokumentacijo in pomagati našim podjetjem pri pridobitvi posla ali pa kot podizvajalci, predvsem kot podizvajalci. Naprej, ta tretje področje, v bistvu, ki se zdaj intenzivno odpira, je sodelovanje z Evropsko obrambno agencijo oziroma Evropsko komisijo. Odobrena so v prihodnjih letih predvsem 19-20 in kasneje od 20 naprej velika finančna sredstva za razvoj novih oborožitvenih sistemov in opreme za te namene in se moramo pametno potem pripraviti, in zato je tudi namen današnjega srečanja, da se zorganiziramo nekoliko drugače, da integriramo našo znanost, integriramo naša podjetja, ne samo trenutna podjetja z obrambne industrije, moramo tudi to bazo, mi imamo bistveno širšo. In obrambni sistem, na koncu koncev tudi Ministrstvo za gospodarstvo in druge resorje, da se zaintegriramo, povežemo z drugimi državami članicami in da pripravimo ustrezne razvojne projekte, ki bodo kasneje tudi v interesu slovenskega gospodarstva. Skratka, to so nekako ta 3 ključna področja. Kar se tiče pa teh naših konkretno razpisov, pa teh področji po tem klasičnem zakonu o javnem naročanju, lahko samo omenim, da kot primer pri vzdrževanju materialnih sredstev, pa predvsem oborožitve in vojaške opreme, Slovenska vojska letno nameni približno 25 milijonov evrov. Ocenjujemo, da večina teh sredstev konča pri domačih podjetjih, v bistvu podjetja izvajajo storitve po pravil, seveda določene rezervne dele kupujejo in ocenjujemo, da je delež med temi deli, ko ostanejo doma, pa to je 60-40%. S tem intenzivnim sodelovanjem in skupnimi nastopi na sejmih ali pa čist namenskih srečanj z drugimi državami in s tem, kar sem prej povedal, v bistvu sodelovanje pri razvoju, smo naredili prve korake, v bistvu, da smo pridobili vse te informacije, da smo pridobili to eno širino v bistvu z namenom pravilne priprave te strategije. Ja, ravno pred 1 uro smo se pogovarjali z direktorico gospodarske zbornice in smo se pogovarjali ravno v tej smeri, tako da bomo definitivno skupaj in z grozom obrambne industrije in z znanostjo in z notranjimi sodelavci v bistvu v prihodnjem letu pripravili in prišli do ene take kvalitetne strategije, seveda z namenom, da izkoristimo predvsem ta namenska sredstva, ki se nam pojavljajo v okviru Evropske komisije. Kako vi ocenjujete možnosti za povečano sodelovanje Ministrstva za obrambo s podjetji oziroma javnimi raziskovalnimi ustanovami na področju raziskav in razvoja v nadaljnjih recimo 5 letih? Odpirajo se možnosti dodatnega financiranja. Želimo tudi, da bi država povečala financiranje v raziskave in razvoj na obrambnem področju. Seveda pa brez tesnega povezovanja raziskovalnih inštitucij z industrijo in potem z drugimi industrijami v Evropi ne bo prišlo do prave realizacije oziroma do pravega učinka. Nujno je, da v bodoče identificiramo vse tiste skupne razvojne zmožnosti in jih promoviramo skupaj v Evropi, skupaj z državami članicami, organiziramo skupne projekte in si medsebojno pomagamo. Le tako bomo lahko izkoristili čim večje oziroma dobili čim večji izkoristek. Srečanje je bilo izvedeno na osnovi izraženega interesa podjetij slovenske obrambne industrije, da se v času novega investicijskega cikla Ministrstva za obrambo naša podjetja intenzivno vključijo v dobave te opreme, tako neposredno kot tudi posredno preko tujih dobaviteljev
oziroma da se s temi dobavitelji sklenejo tudi dolgoročne verige poslovne za sodelovanje tudi na mednarodnem področju. Slovenska obrambna industrija je šla skozi težko obdobje, kjer Slovenska vojska oziroma Ministrstvo za obrambo praktično ni izvajalo omembe vrednih investicij na tem področju kar nekaj let. Zato se je usmerila izključno v izvozne posle v tujino, tako danes izvaža preko 80% svojih proizvodov na različne trge po svetu. In to je tudi omogočilo, da je to težko obdobje preživela, tako da je ta industrija danes na tehnološko zavidljivem nivoju in se lahko vključuje neposredno v različne dobave. Je pa seveda problem specializacije, problem ekonomije obsega in pa seveda tudi problem vključenosti v dobavne verige v obrambni industriji, ki so nekoliko specifične in tukaj je potrebno bistveno več razvojno vlagati, zato smo danes izpostavili tudi razvojna vlaganja. Obrambna industrija, sploh za države članice NATO, mora biti na najvišjem tehnološkem nivoju. Naša v tem trenutku je, vendar v novem ciklu seveda pa pričakujemo, da bodo tudi nova vlaganja v razvoj in kjer pričakujemo spodbude države, da se to v večji meri zgodi. Vsa dosedanja vlaganja v razvoj so dala dobre rezultate, imamo nekaj top proizvodov, ki jih tržimo po celem svetu in niso le obrambni. Obrambna industrija namreč pogosto deluje tudi na civilnem področju in zato menimo, da so taka srečanja potrebna, da se okrepi ta vez sodelovanja, da se vzpostavijo strategije, zato smo se že pogovarjali danes, da se v naslednjih 10 dneh skličejo prvi sestanki, da se oblikujejo te strategije sodelovanja in pa seveda, da se zagotovi širjenje informacij o sposobnostih naše industrije na vseh nivojih in pa na vseh pristojnih ministrstvih in da se dobi ustrezno podporo za to sodelovanje.